Prosim. Ja. Dober dan, lepo pozdravljeni na današnjem Matičinem likovnem dopoldnevu. Zakaj tak naslov? Matica je letos izdala kar 3 dela z področja likovne umetnosti oziroma tudi umetnostne zgodovine in danes seveda se tu srečujemo s samimi velikimi, pomembnimi imeni naše likovne ustvarjalnosti, kritike, umetnostne zgodovine. Najprej dovolite, da pozdravim akademika, profesorja doktorja Andreja Jemca. Danes bomo predstavljali monografijo, ki v bistvu prikazuje oziroma obsega celovit njegov slikarski opus vse do zadnjega, od začetkov do zadnjega obdobja. Nadalje pozdravljam avtorja avtobiografije Obris mojega časa, gospoda Aleksandra Basina, likovnega kritika, publicista, galerista, člana številnih žirij in zdaj seveda tudi avtobiografa. In nazadnje, nikakor nazadnje, opravičujem pa doktor Irene Misle, ki se je opravičila in se tega dogodka ni mogla udeležiti, pa pozdravljam tudi doktorja Miklavža Komelja, ki je skupaj z doktorico Ireno Mislej izdal monografijo o Venu Pilonu Zagledal sem se sredi dveh ozvezdij. Monografijo, ki nam Pilona prikazuje tudi z nekaterih drugih vidikov, ne zgolj samo skozi njegov slikarski opus, ampak tudi skozi eseje, besedo, njegove zapise. Pred nami je monografija Andreja Jemca, Slike, ki je nastajala pravzaprav celo življenje. Knjiga pa je nastajala vsaj zadnjih 10 let. Bilo je to zbiranje izjemnega gradiva na vseh kontinentih sveta. In bilo je to imenitno druženje z akademikom, profesorjem, doktorjem Andrejem Jemcem. Knjigo so na pot pospremili 2 umetnostna zgodovinarja oziroma esejist, literarni kritik tudi, akademik, žal preminuli akademik, doktor Tonko Marojevič, pa akademik, profesor doktor Milček Komelj in pesnik, akademik Niko Grafenauer. Danes pa bo o knjigi govoril ne nihče od njih, ampak sam glavni junak te naše čudovite monografije, akademik Jemec. Lepo pozdravljeni in dovolite morda, da glede na to, da je knjiga nekak kronološki pregled, prikaz vašega celovitega opusa, tudi jaz začnem z, bi rekla, nekim kronološkim vprašanjem. Tonko Marojevič je namreč zapisal, da je leto 1959 nastopno leto mladega slikarja, torej ena od vaših življenjskih prelomnic. Ali bi se s tem tudi vi sami strinjali? Halo, se sliši? Dobro. Hvala lepa za lepe besede, dobre želje. Lep pozdrav vsem, ki ste prišli. Vidim nekaj tesnih sodelavcev pri tej monografiji in mi je to v veliko veselje. Zdaj, govoriti o času, razponu, ki ga zajema sama dela, smo pogledali, je prvo delo izpred 73 let, se pravi, da bo zelo težko v parih minutah, teh, ki jih imam na razpolago, obdelati neke teme in sem razmišljal o tem, da bi morda omenil, da je z ozirom na povedano
koliko časa je nastajala, da smo se v nekem trenutku leta 2009 odločili na srečanju trije, Tonko Marojevič, ki je žal pred dvema letoma, 11. avgusta 2020 umrl v svojem starem gradu na otoku Hvaru, je bil pravzaprav promotor, motor tega poglabljanja v posamezna obdobja z ozirom na to, da sva s Tonkom Marojevičem recimo v sredi 60-ih, 70-ih let delala skupaj razstave v Zagrebu in se srečevali v Ljubljani, se veliko dopisovala in tako da na koncu so nastali celo neki eseji na osnovi tega najinega sodelovanja. Enako potem z Milčkom Komeljem, kolegom akademikom in njegovo soprogo Nado Šumi, ki je prevedla hrvaška besedila Tonka Marojeviča tukaj, to boste brali v knjigi, ampak mislim, da moram to povedati zaradi tega, ker to je ta okvir oziroma ta ekipa, s katero smo se srečavali, dopisovali in tako naprej, da je prišlo do tega izbora, ki je zdaj v knjigi. Sam izbor pravzaprav izvira iz, bom rekel kar tako, z 3 piscev, vsak predlagal neka dela, seveda z ozirom na to, da nikoli nobeden ni imel pogleda na starejša moja dela, sem jaz se vključeval zmeraj za tiste vmesne faze, ki so se pa moji presoji zdele pomembne in sem, če pomislim na to, ko danes razmišljam o tej celoti, pravim, tukaj je bilo nekaj specialistov, umetnostnih zgodovinarjev, avtor sam in v znatni meri mi je pomagal sin Matija, ki je oblikoval in je poskušal najti z ozirom na veliko število reprodukcij, na vinjete, ki so spremljajo tekstualni del, se pravi vinjete, katere omenjam ob tekstu, prikazujejo posamične tehnike, tukaj so slike, ob besedilih so pa grafike, mozaik, akvareli, risbe in smo poizkušali izbirati tako, da so dosti tipične za posamezna obdobja in da so skladne tudi z tisto rdečo nitjo zgodovinsko, kam kaj sodi, ali so to 60. leta, ali so 70. ali katera leta so pol, Normalno gre za mnoga prelomna obdobja, o katerih sem si pravzaprav sorazmerno zelo zgodaj rekel tako, odgovornost za tisto, kar naredim znotraj tega okvirja platna ali papirja, nosim sam, materialno in materialno. Pravzaprav sem rekel, sej nikjer v svetu nisem občutil take velike svobode kot na praznem platnu, kjer lahko počneš, kar hočeš. In sem rekel, daj se požvižgati na aktualne izme, ki jih narekujejo in ki govorijo, da moraš to delati in so bile, recimo, bom omenil neko obdobje, ki je bilo zame, lahko bi rekel, torej začetno obračun za zgodovino. Pri dr. Čopičevi sem delal teoretično nalogo, takrat smo na akademiji prvič za diplomo delali teoretične naloge od Žota do Šagala. In v bistvu po eni strani, po likovni strani, po drugi tematski in tako naprej,
sem prišel do zaključka, kako zanimivo je, kako se ti prostori spreminjajo pozneje do Mondriana in tako naprej. In to je bil praktično moj nazor, ki sem ga ohranil do zdaj. Kot bi rekel, sproščen, svoboden odnos, ne oziraje se niti na te pritiske. To, kar sem prej hotel reči, je bilo pa še prelom od teh svetlobnih pejsažev, ki so bili kot, bi rekel, sinonim neke velike svobode ali pa pričakovanja. Prvi plan je bil neznan, malo znan, dogajanje tukaj, zadaj pa luč, v katero verjameš, da bo razsvetlila tudi prednji plan. Potem se zgodi obrat, da se osvetli prvi plan in takrat se slike zelo spremenijo in takrat je bil v kritiki tudi velik halo. Nekdo mi je rekel od kolegov, zelo znanih, pride k meni pa pravi: Andrej, tebe poznajo komaj do Celovca, pa tam pa si že spremenil stil. Pa sem jim smejen, to je moja zadeva, ne tvoja. Hvala. Ja, že sami ste omenili dve ključni besedi, svoboda in svetloba. Pravzaprav čisto vsi trije pisci spremnih besed k vaši monografiji poudarjajo ravno to. Nico Grafenauer govori o soncu, o primerjavi s soncem, ki ni samo na vaših slikah, ampak je to notranja vaša slikarska luč. Milče Komelj govori o tem, navajam: kot ob stvarjenju sveta se temina v navalu slikarjeve notranje luči dobesedno raztaplja. Kaj vendarle hrani to vašo notranjo luč, glede na vse težke preizkušnje, ki ste jih vendarle v življenju tudi preživeli, prestali in za katere upam, da boste vi našli čas, na Matici pa seveda prostor, da jih boste v kakšni avtobiografiji knjižno objavili. Hvala za vprašanje, na to sem malo pozabil. Jaz sem začel šolo obiskovati leta 1942 z 8 leti, ker prvo leto nisem mogel, ker je začela vojna, tako da sem bil majčkeno starejši pa dosti velik, in ko sem v prvem razredu v nemško šolo v Šentvidu šel, sem govoril s svojim prijateljem Prestorjem po slovensko in je prišel učitelj, naju je prijel za sladke lase, vzel palčko kot dirigentsko, ostro robo in naj jo po glavi udaril: ne bosta govorila slovensko. No, se nekaj, tako se šola začne, ne. Po drugi strani, pred vojno sem bil v zavodu Svetega Stanislava, škofijski gimnaziji, in sem videl to lepo hišo. Ko je bila osvoboditev, smo, kot smo rekli, mulci, šli, da si nabavimo amunicijo, ker so Nemci odšli, partizanov še ni bilo, in sem imel pištolo in sem imel vse mogoče in tako naprej, opreme, ki smo jo morali, jasno, oče je moral še isti teden oddati. To je bilo normalno takrat, ne. Potem se je ta hiša zaprla in potem se je šušljalo, kaj se dogaja. Tako da o tem sušljanju sem že nekaj napisal, smo se pogovarjali, beremo sedaj nove zgodbe in jaz pravim, verjetno je to tisto, kar človeku zaznamuje temeljno usmeritev v življenju, kaj je prav, kaj je manj prav, kaj je narobe, kaj je to, kar se danes spet dogaja. Hvala. Hvala vam, to je bilo le nekaj žarkov, bi rekla, tega sonca, svetlobe, ki jo prinaša slikarski opus Andreja Jemca. Žal nas čas je tukaj na tem knjižnem sejmu zelo, zelo omejen, tako da vas vljudno vabim, da se nam pridružite na Slovenski Matici.
načrtujemo dogodek 1. decembra ob 18. uri, ko bomo seveda imeli celovečerni pogovor z akademikom Jemcem in tudi z nekaterimi njegovimi sopotniki. Zdaj pa se obračam gospodu Aleksandru Basinu. Prav tako je to knjiga, ki je se pisala celo življenje, od prvih začetkov otroštva, seveda do številnih funkcij, tako kot direktor regionalnega zavoda za kulturno dediščino, pa direktor Mestne galerije Ljubljana in seveda do številnih vlog kot literarni kritik, kot član mednarodnih in slovenskih žirij. Iz knjige, ki jo imamo pred sabo in ki jo vi naslavljate, Obris mojega časa, bi vas vprašala, ko zdaj sami prebirate svoje življenje skozi besede, ki ste jih zapisovali, kak čas se vam to pravzaprav zdaj zdi oziroma kako ga zdaj vidite? No, beseda obris, dolgo sem premišljeval, kako naj naslovim to mojo avtobiografijo. Zanimivo je to poklon fotografu Damjanu Kocančiču ali DK, ki me je portretiral za naslovno stran in potem tudi izvedel v črno-beli, popolno zabrisan obraz. To je tudi v knjigi spodaj, ampak zdelo se mi je, da je ta obris nekako ena nedovršena beseda. Morebiti ravno zaradi tega, ker se mi je zdel, da živim v času, ki sem ga začel doživljati tudi preko umetnosti še pred vojno, pred drugo svetovno vojno, potem ta srečanja po drugi svetovni vojni in potem bivanje in delovanje v nekdanji skupni državi, kjer sem tudi zamenjal Beograjsko univerzo za ljubljansko in končno osamosvojitev, ki mi je tudi izpolnila željo, da sem prešel iz kritiške faze v galerijsko. Tu sem se, v tem obrisu, se mi zdi, se mi je večkrat zlomil čas. Zlomil čas, ker nisem vedel, ali vztrajam v kritiškem odnosu, ki je lahko zgolj panegirik ali kritik. Bil sem pa vedno prepričan, tako kot je baje v Emoni so odkopali tablico Kave Kanem, da je bilo nekoč celo napisan Kave kritikom, no jaz nisem na to pristal. To so že zgodbe. Ja, predvsem bi me zanimalo to, ko sem kot bralka, zunanja bralka, seveda gledala in prebirala ta vaš čas, se mi zdi v primerjavi z časom slovenske literature, da v likovni umetnosti pravzaprav ni bilo v prejšnjem režimu toliko zamolčanih zgodb, toliko spregledanih likovnih osebnosti. Vsaj zdi se, da je bila nekako vaša selekcija jasna. To drži in se spominjam, da pravzaprav leto 68, ko je bilo prelomno leto, revolucionarno leto v umetnosti, likovni umetnosti ni dosegel takih viškov ali padcev ali dvigov. Tako ne v naši skupni državi nekdani,
še manj pa tudi v Sloveniji. Zaradi tega smo pravzaprav, bi rekel, likovni umetniki mirno pluli, nobenih viharjev ni bilo. Sam, ko sem delal eno zadnjih mojih velikih razstav v Vilimanin in na Dunaju in potem v Zagrebu, sem vzel leto 68 kot izhodiščno, ne pa kot prelomno leto, kot izhodiščno za nastop novih generacij. In meni se zdi, da je bila ravno vzpostavitev generacije, ki je takrat končala akademijo, podiplomski študij in je potem nastopila pod nazivom ekspresivna figuralika mladega ljubljanskega kroga v Beogradu, v isti galeriji, kjer je leta 62, na kateri je sodeloval tudi Andrej Jemc, mladi slovenski umetniki. Skratka, da smo to kontinuiteto uspeli zavleči. Pardon, v dobrem pomenu besede. Ja, omenili ste tudi sami akademika Jemca. Drži, zapišete tudi, da je bil med najbolj perspektivnimi mladimi slikarji. Na drugi strani pa vendarle dokaj jasno opredelite svoj, bi rekla, slikarski likovni nazor. Zapišete ob Ohoju: priznam, da me avantgardno konceptualna umetnost, ki je zanikala materialno realizacijo s konvencionalnimi ozadji, ni zanimala. In tudi v nadaljevanju poudarite, da v umetnosti kot mejnik vas je vedno bolj zanimal Malevičev črni kvadrat, kakor pa recimo Duchamp. Ja, koncept pač, toliko sem hodil po ateljejih, toliko sem bil v 15 letih v kontaktu z študenti, z nastajanjem umetnin, od grafike do slikarstva in do kiparstva, da mi je konceptualna umetnost ni nikoli presunila, da tako rečem, in prav v letu 68, ko je pravzaprav na akademiji vzporedno rasla tudi skupina Oho, na drugi strani pa prav te figuralike, ki sem jih omenil, sem absolutno pritegnil tej moji intimni povezanosti z človeško figuro, če hočemo iz tega, ali pa s pokrajino. Glede na to, da je seveda taka knjiga, ki celovito prikazuje življenje, vendarle tudi, bi rekla, mora biti njen cilj ne nazadnje nek obračun z tem, kar je sedanjost. Kako ali še spremljate sedanjo likovno ustvarjalnost na Slovenskem? Kako jo ocenjujete, vrednotite? Spremljam, kolikor jo pač moram, teh mamutskih razstav, razen Beneškega bienala, zadnjega, ki sem si ga ogledal ob pomoči smučarskih palic, da sem lahko zdržal 3 dni hojo, ampak sem se odzval na to. V zadnji številki likovnih besed je moj odziv na Beneški bienale in sem bil vesel, da je kolegica, ki je bistveno mlajša, Liljana Stepančič, ima podoben razmislek o bienalu, kot je moj. Skratka, počutim se, da sem lahko še zmeraj aktualen s svojim pisanjem. Hvala lepa. In predstavitev vaše knjige na Slovenski matici je že bila. Načrtujemo pa še kar nekaj predstavitev, tako v Piranu, kot tudi v Mestnem muzeju, v spomin in v razmislek mojim poklicnim kolegom, ki so me spremljali 20 let. In ta predstavitev bo v Ljubljani 8. decembra ob 12. uri. Vabljeni. Hvala. Doktor Miklavž Komelj.
Veno Pilon. Knjiga je nastajala pod skrbnim uredniškim očesom Miljane Cunta in zelo vesela sem, da je danes tukaj z nami in dovolite mi, da se na tem mestu tako za njeno delo na Slovenski matici v zadnjem obdobju, kot seveda pri delu s to knjigo, iskreno zahvalim. Seveda pa knjige ne bi bilo brez dveh avtorjev, doktorice Irene Mislej in pa doktorja Miklavža Komelja. Miklavž danes, opravičujem se, ampak midva se res tikava in bi bilo nenaravno, da ga vikam. Miklavž danes ne bomo predstavljali Pilona sredi dveh ozvezdi, ker doktorice Irene Mislej ni. Tako da ste vi tisti, ki nam, prosim, nekoliko predstavite to monografijo, kako ste jo zasnovala, kako je pravzaprav dejansko dvodelna, kot govori njen naslov, in kaj novega sporoča o Venu Pilonu. Ja, lepo pozdravljeni. Ta naslov je vzet iz ene od Pilonovih pesmi, ki je tudi objavljena v tej knjigi, in ti dve ozvezdi sta najprej mišljeni res dobesedno kot rojstvo. Pilon se je rodil med dvema astrološkima znamenjema, devico in tehtnico, potem ima pa seveda še mnogo razširjenih, prenesenih pomenov. Pilon govori o njih v tej svoji pesmi, se pa tudi poveže potem samo strukturo te knjige, ki je nekako dvodelna, in sicer najprej jo sestavljata del o Pilonu in del, kjer spregovori sam Pilon, potem pa znotraj vsakega dela sta spet dva dela, in sicer znotraj dela o Pilonu sta dva eseja. Jaz sem napisal tak uvodni esej, ki pravzaprav poskuša ravno priti blizu Pilonovi mnogoplastni ustvarjalni osebnosti. To ni seveda samo likovna, slikarska in fotografska monografija, ampak poskuša Pilona ves čas prikazati tudi kot človeka besede in kot osebnost. Pilon sam, ko je ob koncu življenja v svoji odlični avtobiografiji, ki je prav tako izšla pri Slovenski matici, pravzaprav bil zelo samokritičen do sebe, zelo skromno je pisal o sebi, kot da pravzaprav ga zato, da sploh piše avtobiografijo, ne avtorizirajo neki dosežki, čeprav ga slovenska umetnostna zgodovina seveda danes prepoznava ne samo kot enega največjih slikarjev slovenskih 20. stoletja, ampak tudi največjih fotografov. Ampak Pilon pač vztraja pri tem, da tista glavna stvar pri njem je pravzaprav njegova, to, kar reče, trodimenzionalna osebnost, ki jo je klesalo življenje in v katero so pravzaprav tako kot dosežki vpisani tudi neuspehi, porazi, zlomi. Vse to on potem zgosti kot neko tako izkušnjo in vidi svojo podobo kot neko podobo umetnika in intelektualca v 20. stoletju, v protislovjih tega stoletja, in o tem seveda odlično piše v svoji avtobiografiji. Tukaj sem pa poskušal spet pač prek drugih virov, prek del samih njegovih, nek dialog s to osebnostjo tudi vzpostaviti. Tekst dr. Irene Mislej je pa izrazito biografski, in ga je spet ona sama razdelila v dva dela, ga je nekako postavila dva dela njegove biografije pod imeni dveh osebnosti, ki sta Pilona osebno zelo zaznamovali. V prvem obdobju vidi kot eno tako ključno osebo, ki mu je stala ob strani njegovega očeta, v drugem njegovo ženo, in potem
preko tega vzpostavi eno tako zelo zanimivo biografijo, ki je po eni strani polna podatkov, ampak hkrati tudi da spregovoriti pismom samega Pilona. Irene Misle je že predtem izdajala dele njegove korespondence, tudi v knjižnih izdajah nekaj, ne? In tukaj je en tak zelo živ, skozi to korespondenco tudi on sam spregovori. V drugem delu knjige je pa predstavljen Pilon v svoji lastni besedi, seveda ne s to avtobiografijo, ki je tudi v ponatisu dostopna, danes najbrž se jo še da kupiti, ampak po eni strani z svojo umetnostno publicistiko, ki je izredno pomembna in sega od zgodnjih dveh tekstov o bolševiški kulturni politiki, ki jo je on doživel v Rusiji, ko je bil najprej vojni ujetnik, potem tudi udeleženec tamkajšnjega kulturnega življenja v razmeroma majhnem mestu Lipecku, kjer je pa take zelo zanimive kulturne stike navezal. In recimo ta dva teksta sta najboljša teksta v Sloveniji o zgodnji tej sovjetski kulturni politiki, izredno informativna, izredno senzibilno napisana. Potem pa teksti zlasti v 20 letih, kjer on spremlja sodobno tedanje likovno dogajanje evropsko, in to so dejansko med najboljšimi teksti, ki so bili v Sloveniji takrat v tem napisani. Kratki, lapidarni, ampak znal je Pilon z nekaj besedami zgostiti bistvo pojavov in jih res dobro razumeti. Do potem povojnega pisma iz Pariza, ki je bilo spet ena taka zelo pomemben, informativen tekst o zahodnoevropski umetnosti po tem socrealističnem obdobju, ko se začne bolj spet tudi v odnos do Zahoda postavljati ta slovenski in jugoslovanski prostor. Še pred pravzaprav tem ključnim obratom uradnim v jugoslovanski kulturni politiki, ki se zgodi s tem slavnim Krleževim ljubljanskim govorom. V drugem delu teh njegovih tekstov so pa zbrane prvič v tem obsegu je izbrana Pilonova poezija, ki mu je veliko pomenila osebno, izrazito taka osebno izpovedna. Pilon si je zelo prizadeval, da bi bilo nekje to objavljeno tudi v knjižni obliki, čeprav uredniki niso kazali v glavnem za to zanimanja, je pa to ena taka zelo za razumevanje njegove intime, njegovega doživljanja pomemben spet del, zato ker on prav piše, kako ga je beseda, pesniška beseda v nekem trenutku po drugi svetovni vojni, ko se je po kratki epizodi v Sloveniji, kjer je sodeloval pri snemanju prvega celovečernega igranega filma Na svoji zemlji, ko se je vrnil v Pariz, ker je prekoračil tisti rok, kolikor časa bi lahko bil, se je znašel v hudih eksistenčnih težavah in je imel resne probleme in takrat celo razmišlja o samomoru in potem piše, da ga pa ta beseda nekako reši samomora, ampak seveda še bolj kot pisanju lastne poezije, ki je tukaj predstavljena, se je pa posvečal prevajanju. Imel en glavni pravzaprav projekt njegovega poznega obdobja je bil ena velika antologija slovenske poezije v francoščini, ki pa zaradi raznih okoliščin ni bila realizirana, in v tej knjigi poskušam tudi to poglavje njegovega ustvarjanja malo bolj osvetliti, koliko mu je to pomenilo, na kakšne načine, v bistvu prav dramatično je to doživljal, ne. Tako da ta knjiga poskuša dati res en tak uvod, celovit k njegovi mnogostranski ustvarjalni osebnosti. Spremljajo tudi po eni strani en tak reprezentativen izbor
njegovih slikarskih in fotografskih reprodukcij, po drugi strani tudi nekaj tega dokumentarnega gradiva, ki seveda priča o teh njegovih izredno bogatih stikih. Pilon je seveda izjemno zanimiv za slovensko kulturno zgodovino, tudi kot s temi svojimi stiki. On je bil sploh po drugi svetovni vojni v Parizu, se je reklo, nek tak neuradni kulturni ataše slovenski, pomagal ljudem. Hkrati je imel take izredno zanimive povezave, stike tudi z raznimi takimi umetniki. Tukaj so pač bolj na kratko naznačene neke stvari, ne vem, s Pavlom Mansurovom, enim takim zanimivim predstavnikom ruske avantgarde in tako naprej, s katerim je celo neki intervju hotel delati, ki ni tukaj objavljen, je pa v nekih likovnih besedah bolj daleč nazaj. Tako da poskuša ta knjiga to živost Pilonovo nekako priklicati in mislim, da je tudi res z tem uredniškim sodelovanjem Miljane Cunta, ki je bilo izredno subtilno, da je res zaživela zadeva in seveda tudi z oblikovanjem zelo lepim. Hvala, Miklavž. Seveda je Veno Pilonu je matica že leta 1965 izdala avtobiografijo Na robu. Tudi sam si naslovil svoj prispevek Od roba do roba. Torej prikaže ga tudi v tem delu je tudi prikazan v različnih svojih, bi rekla, umetniških podobah. Tudi fotografska dela nekatera so vključena. In Irene, mislej, če se dotakneva vsaj nekoliko slikarskega opusa, ki je tukaj izbran, je poudarila, kako je vendarle pomembna tudi ta slika očeta in kakšna je bila vloga očeta v njegovi, za celotno njegov likovni razvoj. Ja, mislim, Irene, mislim, tukaj posebej poudarja ravno tudi to vlogo, da ga je oče pač, ko je videl to njegovo nadarjenost, da mu je omogočil, oče je bil pek, ne, da ni bil izobražen v tem smislu kulturno nekaj posebno preprosto, v bistvu človek, ampak mu je omogočil to šolanje in tudi kasneje ga je eksistenčno podpiral, ne, potem je Pilon nekaj časa tudi sam deloval hkrati kot slikar in kot pek, ne, potem ta portret je sigurno en najimenitnejših Pilonovih portretov in to je spet značilno. Pilonov slikarski opus pravzaprav najboljša dela so portreti pokrajin in ljudi, tistih, ki so mu res veliko pomenile, ne, skratka ta osebni odnos, ne, v bistvu, ko je naslikal te ljudi, ki so mu res pomenili, te pokrajine, ki so mu res pomenile enkrat, potem nekako je kmalu izgubil pravzaprav to veliko gnanost slikarsko, čeprav je ves čas gojil zlasti risbo do smrti, ne, to mu je bilo stalen način mišljenja. Ampak potem recimo Pilon v svoji avtobiografiji, ko govori o očetu, da tako lepo anekdoto, ne, kjer ravno neko opasko očetovo o sinovem slikarstvu, ki je taka, zelo bi rekel, preprosta, kmečko preprosta, jo poveže potem Pilon, reče, lejte se, on je tle kubističen način gledanja imel, ne, ko mu reče, ja, si narisal te moje, spet ena njegovih najlepših slik je Tihožitje s temi očetovimi pecivi, ne, žemljicami in drugimi pecivi. Gospa Irene, mislim, to zelo natančno potem ve, kakšno točno pecivo je govorila, ne vem, se vidi, kje so slive noter, kje je to. Ne, ampak oče je potem, ko je videl te slike, je rekel, ja, te rogljičke, ne, ampak ne vidijo se pa še z druge strani, ne, da je cel pogled, ne, in tukaj potem Pilon vidi seveda, ne, to on ta kubistično zahtevo po videnju stvari
z vseh pogledov, tudi z druge strani postavlja. Ne? Skratka, in seveda Pilon tudi svoj značaj povezuje v veliki meri s svojim očetom oziroma ga povezuje z neko tudi razpetostjo med značaja očeta in matere. Oče je bil tak bolj veseljak, odprt, tudi po rodu je bil furlan, mati je bila pa bolj taka zadržana, resna, katoliška zelo, ne? In tukaj Pilon potem sigurno je bliže očetu kot materi, ampak vidi pa v sebi eno to dvojnost značajev, da je tudi nekaj, kar ga ustavlja v življenjski radosti, kar se mu postavlja kot neka taka dediščina materinega značaja. In v bistvu se zelo veliko s tem ukvarja v svojih pismih, v svojih pesmih, pravzaprav vedno govori o teh dveh krveh. Skratka, ta dediščina staršev in rodnih krajev je zanj do smrti nekaj, kar ga je obsedalo, k čemur se je vedno znova vračal tudi v svojih autorefleksijah. Hvala lepa, Miklavž. Tudi monografijo o Venu Pilonu smo predstavljali že kar na nekaj lokacijah, tudi v Ajdovščini, kjer je bil izjemen odziv in kjer smo seveda spoznali, da se odkrivajo vedno novi in novi dokumenti ali pa še kakšne neznane podrobnosti, tako da tudi ta monografija seveda ni popolna in tudi ne zadnja. Vsekakor pa mi dovolite, morda, da se zdaj obrnem na publiko, če ima kdorkoli kakšno vprašanje. Ni. V tem primeru pa mi dovolite, da seveda zaključimo naš današnji dogodek z besedami akademika Andreja Jemca. Vi ste tudi Pilona osebno poznali in je to tudi neka osebna izkušnja drugega slikarskega opusa. Kako gledate zdaj primerjalno morda na to svojo monografijo in Pilonovo? Hvala lepa. Hvala vam. Ja, če govorimo o Pilonu, seveda tu sedimo trije in vsak po svoje ima spomine na Pilona. Jaz osebno sem spoznal leta 1953 njegovega nečaka, Iva Lenščaka, se pravi od Iva je bila sestra od Pilona in na ta način smo prišli zelo hitro v stik z Pilonovimi deli. Jaz se spomnim, da smo bili že na drugem letniku 54-55 v hiši Vena Pilona, kjer je mama nas stregla s kosilom, skuhala dobro kosilo od Iva Lenščaka in smo šli potem gledati slike v njegov atelje, ki je bil še tak, zdaj je tam galerija, ne. Potem, če grem, da ne bom preveč omenjal teh stvari, leta 1958 smo šli študenti iz akademije, smo sami organizirali 14 dni v Pariz. In ker je Ivo ni mogel iti z nami, je mene zadolžil, da vzpostavim te stike z Venom Pilonom in takrat sem ga osebno spoznal. Ne. In mi smo bili vsi ti univerziter, ampak on je želel vsak večer, da povemo, kaj smo videli in tako naprej nas je kot pravi kulturni ataše usmerjal, kaj je v Parizu zanimivega in tako naprej. No. Seveda, jaz sem leta 1959 bil spet mesec dni v Parizu in takrat sva se srečavala praktično skoraj vsak večer v Café Le Dom. In ja, to so lepi spomini. Zdaj, če bi rekel, njegova posebnost je bila, da ob 12, ob 1 po noči, ko smo šli domov, jaz v svoj hotel blizu Vena Pilona, on domov, je rekel, pojmo še pogledati rože na bulvar Montparnasse dol, ampak to je bilo kar precej daleč, njih 15 minut si hodil, kjer so iz Brazilije vozili rože, ki so prodajali tam za cel Pariz. Nekaj zelo lepega je bilo to. Ne. Potem še en spomin je, leta 1963 sem šel za 3 mesece v Pariz
sem se javil najprej pri njih doma, me je sprejela gospa, žena od Pilona, in je rekla, ja, Vena ni doma, kar počakajte, pa me je postregla z nekim dobrim jogurtom in ne vem, in pokazala, kaj dela in tako naprej. In takrat sem gledal fotografije, to je že prej nam tudi kazal, sem se spomnil, ker je od soproge, od Vena Pilona, stari oče, mislim, da je bil znan francoski fotograf, tako da sem domneval, da je nekje nekoliko zanimanja za fotografijo tudi to zbujal, ker je on s takim ponosom pokazal, da je to v družini njegove žene. Ne? No, ampak en teden zatem, ko sem bil pri njem, to je bilo en teden dni pred Božičem, na božični večer pa pride v kafe Le Dom pa prav, Andrej, moja žena je danes umrla. Se je zgodilo točno en teden dni, ne? In se spomnim bolj teh dogodkov, kako je to bilo, kako sva s Tinco Stegovčevo iskala rože, ker je bilo za Božič za Notre-Damsko cerkev, so rekli, da se dobijo neke vrtnice in sva tja šla. In to so te zgodbe, ki jih je pa veliko. Skratka, veliko veselje mi je bilo, da je Pilon, kljub temu, da je bil že močno bolan, prišel na otvoritev razstave grupe 69 na Bled in da mi je naredil 2 barvna posnetka mojih slik, ki so pa objavljene v spomin na Pilona. To je bilo lajka format, ampak on je bil zelo vesel teh barv živih in vsega tega novega se je veselil, tako da o tem bi lahko veliko govorili. Se zahvaljujem. Hvala, da ste z nami delili te spomine. Eno dopolnitev je želel še gospod Basin. Moramo seveda zaključiti, tako da res zelo na kratko. Samo seveda na temo Pilona. Dejstvo je, da sem Pilona kasneje spoznal osebno kot pa kolega Andrej. Sem pa rasel ob njegovi znameniti sliki, ki sem jo tudi objavil v svoji knjigi Lok pri Vipavi, v kateri sta se najviše izrazila pokojni France Mesesnel in dr. Tomaž Brejc. Moja izkušnja osebna je bila, da sem mu omogočil tiskanje nekaterih plošč, ko sem bil tajnik na akademiji, in da je takrat za kompenzacijo Pilon pustil svoj portret Šiltjana, portret slikarja Šiltjana, ki je bil njegov kolega, tako da je ta v zbirki, mora biti malce skrit v zbirki, likovni zbirki Akademije za likovno umetnost. No in potem pa še besedo o njegovi fotografiji. Srečo sem imel, da sem bil konzultant pri veliki razstavi Evropa v Bonu, kjer sem potem, ko sem se konzultiral z Stankovičem iz Varšave, da sem opozoril na fotografijo Pilonovo in je bila takoj vključena v to veliko razstavo, prva valorizacija, potem ko je pa seveda pokojni kolega Stane Pernik pripravil širši pregled fotografije. Tako da je Pilon stopil kot fotograf v Evropo na najpomembnejši razstavi v prelomu 70. in 80. let. Hvala lepa. Vidite, da imamo še veliko za povedati. Žal je naš čas potekel. Vsem se iskreno zahvaljujem za vašo res pozorno poslušanje. Seveda pa iskrena hvala tudi našim današnjim gostom, da so predstavili svoje knjige. Hvala lepa.